zdaj je bil kar izziv, no, za nas, za vse, bi rekla, notranje službe. Kot veste, smo začeli pošto pošiljati 15.1. pa do 11.2. se je zdaj zaključilo. V bistvu je bil res logističen izziv, imeli smo pač tudi zunanje asistenčne telefonske centre, zunanjo pomoč, kajti to je bilo dejansko, a veste, od 834.000 pošiljk je bilo toliko in toliko vreč dnevno pošte, ki je bilo dejansko treba odpreti, fizično odpreti, to noben stroj ne more, ali pa umetna inteligenca še vedno ne, in potem tudi ustrezno sortirati, ne, na pač izjave, kaj se je kdo odločil, in seveda tisti manjši kupček, kjer pa mogoče niti nismo vedeli, kaj z njim, in bomo to, kar sem že tudi prej omenila, kjer bomo zahtevali oziroma poskušali dobiti dodatne pojasnila, ker ne vemo, kot pri neveljavnih glasovnicah, no, približno na volitvah, ne. Veste, mi, ko smo začeli pošto pošiljati, je bil v bistvu naslove smo imeli na 15.1., ne, seveda v tem času se dejansko na nivoju celotne Slovenije, če pomislimo, to je skoraj pol Slovenije, ne, teh ljudi, ki so prejeli našo pošto, se naslovi spremenijo in tukaj smo tudi napotili na naši spletni strani, vse korake smo predvideli, kaj ljudje, ki ocenjujejo, da so upravičenci Vzajemne, naj naredijo. Se pravi, pokličejo naš klicni center, številka je objavljena, oziroma se lahko tudi fizično zglasijo na naši poslovalnici in potem vidimo, ažuriramo naslov in potem seveda ga ustrezno pravzaprav obravnavamo. Sicer pa ste omenili še enkrat, ne, 27. februar je tisti zadnji dan? Ko se lahko upravičenec odloči za delnice oziroma delež. Tako kot sem omenila, veliko je ravno, bi rekla, teh premoženjsko-pravnih in delnih razmerij. V zadnjem času, no, so tudi zapuščinska sodišča se na nas obračala, tako da te stvari tudi nekako rešujemo skupaj. Na naši spletni strani imamo vse korake, kaj v tem primeru dejansko gre ta delež, če rečem denarni delež oziroma delnica bodoča, gre v zapuščinsko maso, se pravi, se deduje. V kolikor je bil sklep o dedovanju že izdan, se potem sodišče lahko seveda oziroma potomci, dediči morajo predložiti to potrdilo, mi smo ga tudi na naši spletno stran objavili, se pravi, da olajšamo tudi sodiščem. Dediči pridejo k nam, dobijo potrdilo, da je bil torej njihov zapustnik dejansko upravičenec Vzajemne, tak ali drugačen, in se potem na podlagi obstoječega sklepa o dedovanju sodišča izdajo dodatne sklepe o dedovanju, kjer se pač v istem proporcu razdelijo ti deleži.